osnovni problem ali pa težava pri večini tekačev, ki se pač želijo lotiti teka, se mi zdi, da hočejo enostavno prehitro preveč. Tudi ni zdaj pa nujno, da vsi tečejo najbolj pravilno, zaradi tega, ker nekdo, tudi če se na pol pretrga, ne bo nikoli tekel z lepo ali pa z idealno tehniko, kar ni nič narobe, a ne? Blaž Strožar, coach, long time no see, dobrodošel. Čau, Mare. Živ, hvala, da si vzel čas na tale deževen dan. Ajde, so prazniki, nič, kljub temu vseeno. Si danes že tekel morda? Sem zgodaj zjutraj. Mi tudi najbolj leži, no pa največ cajta imam takrat, ko še ostali malo pospijo. V miru naredim svoj krogec ali pa razdaljo, pa sem pol cel dan miren naprej. Lepo. Jaz sem tudi dosti jutrni človek, no, in sem danes tudi zgolj zaradi tega, ker sem da pogovarjala, šel teč, nekaj sem malo premislil, kaj te bom vprašal, pa kako te začetek predstavil, jasno, ne? Ampak preden potem preberem vseh 6 strani tvojega CV-ja, ki jih imam tlele, ne? Kdo je Blaž Strožar? Naj pove Blaž kar sam osebno. Zdaj si me podobil. V bistvu, jaz pa sploh nisem razmišljal o tem, o čem bova govorila. Se me bo že Marko vprašal, pa bom pol povedal, ne? Zdaj pa evo, nepripravljen. Ampak ne, lej, pač tekač že od majhnih nog, res obožujem šport na splošno, no. Sem zelo aktiven, zelo športen človek, predvsem imam rad naravo. Oče 2 nadobudnežev, majhnih. To v osnovi, evo, to je to. Preden te dopolnim, ja, ker si pač skromen, jaz sem tle še par linejc. Kako bi te pa tvoja draga žena opisala, recimo? Ja. Se vem. Škoda, bi mogel kar njo vprašati, oziroma mogoče raj ne. Ne, to vprašanje je bilo namenoma, da te spravimo za drego, ker jaz tudi ne bi znal dobro odgovoriti na to vprašanje, ker najhujši smrtni greh, ki ga lahko naredimo, je, da začnemo govoriti v imeni naših žena, pa one to slišijo, a ne, tako ali drugače. Tako da pozdravljamo vse žene, tudi ženo od Blaža Strožarja, hvala, draga žena, ker si ga Anita, hvala, ker si ga spustila za 1 urco v mojo družbo. Evo, dame in gospodje, 67. epizoda podcasta je tole, moj dragi gost pa danes, nekdanji atlet, sicer pa kondicijski tekaški trener, diplomant, Fakultete za šport, Blaž Strožar, mož in oče, kot je že povedal, prihaja iz Spodnje Savinjske doline, je vsestranski športnik, maratonec, ki se je ukvarjal tudi z borilnimi veščinami, kolesarstvom, turnim smučanjem in plezanjem. Nekdanji trener iz Adidasove šole teka in priprav na ljubljanski maraton, je od letošnjega septembra kapetan Adidas Runners Slovenija. Je Ljubljana. Tako? Adidas Runners Ljubljana, se popravljam seveda. Tako je. Ko je napaka. Ampak končno v Sloveniji tudi Adidas Runners. Jaz sem par let nazaj v Beogradu na maratonu, tam smo se dobili z Adidas Runnersi. V Beogradu, vem, da je tudi v Zagrebu kar močna ekipa. Kako to, da je Ljubljana šele zdaj mogoče dobila, ampak vendarle je dobila svoje Adidas Runnerse? V bistvu na to vprašanje ti sploh ne znam odgovoriti, zaradi tega, ker če bi bilo po moje, bi to bilo že tudi prej, oziroma bi to bilo neko logično nadaljevanje Adidas šole teka. Namreč tako so ti runnersi nastali na temeljih te Adidasove šole teka, tako da ne vem zakaj, jaz mislim, da bolj na to, da se je iskal
oziroma da je bila priložnost za večje občinstvo pa za rast v samem teku oziroma tekaških skupinah prej druge, kot pa pri nas, zaradi tega, ker mi smo že, se mi zdi, kar se tega tiče, že kar kar precej let naprej, no, v primerjavi z ostalimi. Mogoče glih zaradi tega, daj. No, ampak ja, evo, lepo si to povedal. Ja, dejansko je tudi pokazalo se, recimo, teden dni nazaj na Ljubljanskem maratonu, tudi Ljubljanski maraton še zmeraj vodilni v regiji, dejansko smo se enkrat hecali, da pride v Ljubljano teč recimo več Hrvatov kot na Zagrebški maraton, pa več Srbov, morda kot na Beograjskega. Morda se to zdaj spreminja, ampak vseeno, evo, en mesec dober, Adidas Runners si laufal je na polno. Kakšno je recimo osnovno poslanstvo reči Adidas Runners Ljubljana? Ja, zdaj Adidas Runners se mogoče že iz samega imena sliši ven, kakor spet še kar ena tekaška skupina, kar pa v bistvu zdajleč ni res. Ne? Zdaj, Adidas Runnersi smo neko gibanje oziroma skupnost. Trenutno nas smo v 60 različnih državah po celem svetu, ki nas pa predvsem imamo nek skupni imenovalec in to je aktiven, zdrav življenjski slog. Zdaj pa seveda tukaj noter spada tudi tek, ampak hkrati je pa tle potem še vse ostalo, kar spada zraven, se pravi od joge do treningov moči, prehrane, regeneracije in tako naprej. No, se pravi, zelo, zelo celostna zgodba, kar se tiče življenjskega sloga ali pa pač nekega rekreativnega tekača, ki pač želi vse res dobiti na enem mestu in tem težimo in to je tudi naše poslanstvo. No. Kako si potem po tem mesecu, ko ste tam zunaj, zadovoljen z odzivom z ljudmi, ki prihajajo v vaše vrste? Načeloma sem zadovoljen, ker pač te ljudi, ki imamo, jim je koncept vsega skupaj zelo, zelo všeč. V bistvu je res zasnova narejena v nulo, v detajle naštudirana, tako da kar se tega tiče, je to super. Mogoče smo imeli malo neroden čas launcha, se pravi samega štarta Adidas Runnersov Ljubljana, ker vemo, da pri nas je to v bistvu glih nek vrhunc tekaške sezone, kjer so ljudje v osnovi že po tekaških skupinah in se pripravljajo za Ljubljanski maraton v največji večini. Tako da tukaj smo mogoče v samem štartu izgubili par članov, ampak jaz sem prepričan, da se bo to zdaj vse skupaj sam še popravilo in šlo v tako smer, kot smo si zamislili. Lahko že govorijo o kakšnih številkah, moče okvirno, kje ste zdaj ali pa kam želite priti, ali je to zdaj mi v osnovi komuniciramo preko dveh portalov, bi lahko rekli, oziroma se pravi, imamo Facebook grupo, v kateri v bistvu prihajajo, objavljamo vse sorte informacije, kar se tiče treningov, predavanj, vseh aktivnosti, ki jih za tekače oziroma za naše člane organiziramo. Tukaj je številka preko 600 članov, zdaj čisto točno ne vem, ampak vem, da je preko 600. Druga platforma, ki je pa v bistvu edini pogoj, da si lahko pač Adidas Runner, je pa Adidas Running App, ki si jo pač brezplačno snameš dol, to je bivši Runtastic. In v bistvu vse dogodke, vse treninge objavljamo tudi tam noter. In potem se vsak, ki si želi treninga, predavanja, dogodka udeležiti, tam samo klikne, da bo pač prišel. In s tem mi točno vemo, koliko članov bo, kateri člani bojo in nam je precej lažje potem, kar se tiče same organizacije treningov, dogodkov.
Hkrati pa z vsakim upravljanjem ali treningom, ali dogodkom, predavanjem, naši člani zbirajo točko, se pravi za vsak ta nek dogodek, trening dobijo točke in so potem za določeno število točk nagrajeni. Tako da je en tak zelo lušten sistem. No? Super koncept si zdaj predstavil. Če prav razumem, zdaj članstvo v različnih tekaških skupinah ali pa takih sredinah je velikokrat tudi plačljivo, ker so trenerji pač profesionalni, vi ste prav tako, s tabo na čelu, ampak z eno razliko. Če prav razumem, je članstvo v Adidas Runnersih v osnovi brezplačno. Drži. Kako se potem, recimo, če bi se jaz želel ali pa kdorkoli tam zunaj zdaj to posluša, verjamem, da si privzdignil kakšno obrv, pa da marsikdo začne razmišljati, zakaj pa se ne bi pri vseh teh vsebinah, ki jih dobim na ta račun zastonj, vendarle pridružil, poklikal se včlanil v to Facebook skupino in prišel na trening. Kako zdaj? Samo se poklikam in spremljam, kaj treba narediti. No, bom dal link še spodaj za vse zainteresirane, ampak čisto na kratko. Kako se zdaj en tekač tam zunaj vam pridruži, kam lahko potem v živo pride, kje vas pozna, kam se priključi in tako naprej? Se pravim, zelo preprosto. Za prvo del informacij se pač prijav v našo Facebook grupo, ki je javna, odprta, Adidas Runners Ljubljana. Že tam skozi tedensko oziroma dnevno objavljamo informacije, kar se tiče treningov, dogodkov in vsega, kar spada zraven. Potem je pa edini pogoj, pač, da si lahko uradno runner, pa da si snameš še aplikacijo Adidas Running App. Tam ustvariš profil, se pridružiš skupnosti Adidas Runners Ljubljana in tam imaš potem tudi zlistane tedensko vse dogodke, vse treninge, kje točno, kdaj, kdo so prisotni trenerji, kaj se bo na samem treningu dogajalo, tako da v bistvu so vse informacije tam. Zdaj zaenkrat, kar se tiče samih treningov, tečemo 2-krat tedensko, lokacija malo selimo, en teden smo v Tivoliju, drug teden smo tle okrog Fužin oziroma Kodeljevga. Pa enkrat na teden imamo tudi organizirano jogo, ki se pa odvija na Brdu. Lahko se pa te jogi pridružite tudi preko računalnika. No. Nadaljavo, se pravi. Tako, ja. Se pravi, ob 6. zjutraj v dnevni sobi. Ki pa jo na srečo vseh tistih moških, ki to gledajo, ne vodi Blaž, ampak njegova sokapetanka je tako. Ja, ne hecam se. Tamara. Jaz bi tudi tebe gledal pri jogi, če bi se udeležil. Ampak Tamara je pa, se pravi, druga kapetanka te ekipe, ki pa skrbi za ta del. Je tako? Ja. Tako, drži. Jaz sem v osnovi prevzel tekaški del oziroma pač runnerse na splošno. Tamara mi pa pač pomaga pri celotnem projektu, pa tako, ko si sam uspel ugotoviti, vodi jogo oziroma je zadolžena za ta del, da tudi povežemo s telesom, da smo malo bolj gibljivi, da znamo pravilno dihati, in kar je v bistvu super. No? Res. Prav, zdaj, vse, kar je aplikacijo, si še naložim, poklikam skupino, imam Adidas majico, zdaj imam par Adidas copat, tako da se kvalificiram v vseh pogledih, to moram, zdaj si me pripričal, to moram sprobati. Prej si omenil, Adidas šolo teka, jaz se spomnim tekačev, ki so imeli na prsih napisano svoje ime, recimo Blaž iz All In, tiste rumene majice, ki so bile vse povsod prisotne po Ljubljani, pa na Berlinu, na maratonu, pa vse, kamorkoli sprašal, si to videl, zelo opazno. In tudi tam si bil glavni trener, če se ne motim, in to že davna leta nazaj. Tako, ja, drži. To mislim, da smo štartali prvo tole, da je bilo 2012, prvo Adidasovo šolo teka.
In ja, takrat v bistvu so me z Adidasa kontaktirali, da iščejo pač nekoga, ki bi prevzel treninge in vodenje pač enega takega projekta. Jaz sem takrat kot študent na fakulteti za šport pač bil seveda takoj za. In v bistvu smo začeli takrat potem s tem, najprej samo v Ljubljani prvo leto, pa smo imeli Ljubljana, Celje, Maribor, da smo zajeli v bistvu tudi še malo ostale dele Slovenije, da nismo bili samo v Ljubljani. Pa je pa nekako v bistvu se ne vem čisto dobro. V glavnem, takrat potem v Adidasu ni bilo več nekako v interesu, da bi projekt v taki obliki peljali naprej. Tako da pač smo žal takrat pol to prekinali. Vse skupaj se je pol nekako preslikali v priprave. No pa zdaj je v bistvu to že tudi zgodovina, tako da evo, zdaj smo pa končno na moje veselje in ponos Adidas Runnersi v Ljubljani in res sem izreden vesel in ponosen, da lahko vodim ta projekt, da sem del tega projekta in res verjamem v zgodbo, ker je narejena res v detajle in v bistvu bi se vsak tekač ali pa vsak nekdo, ki se želi rekreirati na nek pravilen, zdrav način, bi si mogel to pogledati. No, sej, to sem samo še reči, kdor je Adidas spremljal zadnjih 10 let v Sloveniji, in jaz sem ga, bi bil nemalo presenečen, če bi bilo prvo ime Adidas Runnersov zdaj kdo drug kot Blaž Strožar, jasno. Adidas v Sloveniji poznamo po pač 3 črtah, pa po človeku, ki zraven mene danes, mi dela družbo, jasno, po Blažu, dal si skozi kar nekaj teh velikih projektov, posod si bil glavno ime, imaš kar dosti referenc, zato te bom še malo več tudi poprašal po tvojih strokovnih mnenjih o različnih temah, ampak preden se spustiva v te, za koga morda duhomorne, ampak za vse pa koristne, ja, kar zapisujte si potem. Ampak zdaj bomo pa najprej malo pobrskali v preteklosti in izprašali Blaža. On je bil, oziroma ti si bil atlet v mladosti in to v meki slovenske atletike, v Celju. Drži? Drži. Zdaj, katere discipline si tam gojil? Jaz sem v bistvu začel kakor skakalec v daljino, potem pa kot v bistvu tekač čez ovire. In sicer smo pol ugotovili, da mi nekako najbolj leži, takrat je bilo, se pravi, za pionirje to 300 metrov z ovirami, pa kasneje 400 metrov z ovirami. Tako da sem v bistvu, to je bila to moja primarna disciplina, tek čez ovire. Pa moram reči, da to, kakor je to garaška disciplina, je, mislim, nočem zapostavljati, ampak vem, da so to bili treningi, ki so bili zelo težki. Se pravi, predstavljam si, da pri nizkih ovirah rabiš, se pravi, eksplozivnost, moč, pa na koncu še vzdržljivost, ker 400 metrov ni tako malo noro. Kakšne čase si dosegal, čisto plastično morda? Upal sem, da me ne boš to vprašal, ker tako ne. Reče si pozabil, a kako? Ja. Pozabil, čisto. No, če je bilo 400 metrov z ovirami tvoja primarna disciplina, potem si letos sigurno spremljal Karstena Warholma na olimpijskih igrah, ko je tekel tisti vesoljski čas. Nekateri pravijo, da je to ne sam bil dosežek teh olimpijskih, ampak morda, da vem, zadnjih 30 let. Ja, tako, res noro pod 46. Kako si ti gledal na tisti dosežek? Ja, zdaj, ko si omenil, mi grejo kocine po koncu, tako da to je res noro, ker se ti
zgodi v bistvu kot atletu en tak dosežek, da pač res leta in leta truda in vsega vloženega, da si ti res tako dober poklop, da tak dober rezultat tečeš, je to, si predstavljam, še meni se dobro zdi, ne vem, ne predstavljam si, kako mora v bistvu biti njemu to nepredstavljiv in res nor dosežek. No. To pa je eden tistih rekordov, ne, za katerega, čeprav danes stavlja kakšen rekord, da bo obstal dolg časa, je zelo težko, ampak za tega bi pa, razen če bodo izumili še boljšo stezo, ki se bo odbijala, ne vem kam, vse skupaj skoraj ne bi upal reči, no, res ti si bo res noro, spoštovani, če tega niste gledali, si pogledajte na YouTubeu, bom po linku, to je pa vesoljska dirka, ne. Hotel sem te še vprašati, preden pozabim, no, bil si v Celju, v Kladivarju, kot mulc, najbrž si srečal velikane nekdanje slovenske atletike, pa sveta, pa Rozmana, vem, da sta bila oba tudi trenere in tako naprej. Ja, pa Kocovan, recimo. Pa Miro Kocovana, oziroma ta starga, ne, in tako naprej. Ta starga, pa junior je tudi. Tudi ta mladka. Ja. Mislim, je bilo v Celju neka posebna energija, no, ker je bilo toliko enih, odličnih atletov na kupu. Je to potegnilo, tudi tebe ali pa druge mladce, da ste videli v njih, ne vem, neke svoje vrstne idole, pa da ste videli, kaj se vse da narediti? Kar se mene tiče, bom rekel v bistvu niti ne, da mi ni to vlekel. Jaz sem pač slučajen iz osnovne šole, kjer je pač bil športni učitelj, tudi trener na Kladivarju, prišel v bistvu do te atletike in sem pač začel trenirati. Je pa res bilo, da je skozi bilo, se mi zdi, na Kladivarju takrat eno tako vzdušje, eno tako borbeno, vsi so res, se mi zdi, trdo trenirali, vse tako je izgledali, se res trudili, tako, no, vsi so kar v bistvu res lepi spomini na te treninge, čeprav je bilo naporno, sam je pa tudi en kup ful lepih spominov, dogodkov, ki so se zgodili ali na treningih ali na pripravah, tako da je bilo luštno. Ampak nisi pa pol ostal v atletiki, si se posmeril, recimo, na športno pot, na vse zadnje si šel študirati na fakulteto za šport. Drži, ja. Mene so pol v bistvu začele malo pestiti poškodbe. Kar naprej je bilo nekaj, zadnjo ložo sem imel skozi neke težave in to se mi je skozi ponavljalo, pa malo prestavljalo, enkrat z ene na drugo nogo in obratno. Tako da pol v tem tudi nisem več videl enega smisla. Jaz sem še vedno ostal v teku, malo sem res zapustil stezo, ali pa čisto zapustil stezo, no, pa sem se bolj orientiral pol na gorske teke, pa na zdaj po novem to trail teke. Pa moram reči, da mi tudi to zdaj, no, še najbolj sede. Vmes sem tudi veliko delal pač ceste, tudi še štadiona, ampak bolj kot, se pravi, del vseh teh treningov znotraj teh šol tekaških. Pa sem se tudi kar malo najedel, no, asfalta, ker se mi zdi, da tudi kar naprej se pol, ko enkrat delaš določene število kilometrov in na cesti in na stezi, pogosto prihaja tudi do enih overuse poškodb, ki so pa pač največkrat rezultat pretiravanja, ker se mi zdi, da smo pa vsi kar fejst nagnjeni k temu, no. Ja, pa si načel temo, ki sem mislil, da jo ne boš, ampak v tej temi bo zdaj mogla res se govoriti, ja, coach Strožar. Na vsak način, ja, kaj bi rekel, da so glavni problemi
predvsem rekreativcev. Rekreacija, tek kot tak, elementarni šport je v osnovi zdrav, ga vsi priporočajo tam zunaj, ampak kot si ravno kar omenil, par ključnih stvari, ki se pa lahko hitro zalomijo, so se vsem nam. Ampak ti mi povejo, kaj so glavni izzivi oziroma problemi, o katerih tako hitro zabredemo, pa ne bi bilo mogoče treba. Ja, zdaj, osnovni problem ali pa težava pri večini tekačev, ki se pač želijo lotiti teka, se mi zdi, da hočejo enostavno prehitro preveč. Prehiter tek, predolge razdalje je na telo enostavno to ni navajen. Čeprav se nam mogoče zdi v tistem trenutku, da je vse cool, se pravi, prehiter, prevelika količina, prevelika intenzivnost, s tem, da se pa zanemarja pa zelo pomemben del pa regeneracija. In če ni poleg tega še ta prave regeneracije, pa na koncu tudi neke prave prehrane, smo hitro pol na dobri poti za poškodbe. Tako da, jaz mislim, da je to največji problem, da se želi zelo prehiter preveč dosežiti ali pa posiliti kakorkoli. Ja, v mojih časih je en pameten človek priobčil, da bi prvo leto tekanja človek moral napredovati do 10 km, drugo leto do polovičke, pol pa v letu ali dveh še do maratona. Zdaj najbrž tudi ti poznaš ogromno tekačev, ki pridejo do tebe pa rečejo, marca, jaz bi pa oktobra odtekel maratona, natreniraj me. Zelo malo jih je, ki bodo polletno obdobje odnesli brez poškodb iz nule do maratona, se strinjaš. Drži. Jaz mislim, da tam do polovičke se da. To, da se pač polovičko odteče brez nekih večjih težav, kar je pa pol več, pa tudi ponovadi ali pa skoraj vedno odsvetujem. Jaz zdaj nobenem ne morem prepovedati ali pa reči, ne bom, ampak je treba imeti pač malo spoštovanja do vsega skupaj, ker maraton je pa čist ena druga pesem, kakor pa polovička. Čeprav se mogoče zdi, da je to samo še enkrat več, ampak vsi, ki so pretekli ali pa smo pretekli maraton, vemo, da to ni res. Ko si že omenil, koliko maratonov imaš za pasom? Zdaj, uradnih maratonov pretečenih, mislim, da jih imam enih 5-6. Zdaj z nobenim nekim ekstra časom, razlogi so pač, da mogoče nisem bil najboljš pripravljen ali pa da sem bil kot pacer. Drugače pa imam z maratonom še neporavnane račune. Namreč tale dvojka spredi me res mika in to še imam v planu, pa glede na to, da prihajam, pa je za maratonu najlepša leta, me niti ne skrbi toliko zelo fejstno. Pa je treba pač reči eno leto, zdaj pa bom res najprej dobro bazo narediti, pa na koncu malo našpičiti, pa gas. Glede na to, kako praviš, si že rekel, s pol treninga tekel, vsaj v Ljubljani sem imel statistiko 3:10 ali 3:11, potem mislim, da 2:59, z eno resno sezono pri tebi ne sem bil problem, ampak zdaj si povedal javno, da zdaj te bomo držali za besedo in te bomo spremljali, in za vsako minuto pod 3 urami daš za pivo, tako da jaz ti prvoščam 2:45. Z veselom. Super, človek mora imeti cilje, to mi všeč, in si mi odgovoril na vprašanje, ki sem ga dejansko hotel postaviti, sem rekel, sigurno ima kaj takega v mislih, veš, se že malo tekači poznamo med sabo. Pa nekaj mi povejo, najprej, dva so te maratone že naklepala, ti si trener, ki svetuješ ljudem, da laufajo maratone, ali lahko maraton zdrav,
tako čisto holistično gledano. No, ok, mučiš telo in glavo in tako naprej. Marsikdo bo rekel, maraton je nezdrava stvar, ker je onkraj tistega, kar ti rekreacija dobrega prinese. Ne? Ampak jaz najdem recimo cel kup razlogov, da je maraton lahko psihofizično zdrav. Kaj pa ti praviš? Ja, se strinjam. Zdaj, ob pogoju, da se tega res lotiš pač sistematično, da res do tega maratona pač si vzameš res dovolj časa, imaš res dovolj kilometrov v nogah. Je pa tukaj pol pa, tako kot si sam omenil, še pa ta psiha, ki je pa tudi, se mi zdi, kar zelo velik del maratona, sploh pol ta drug del, ali pa tam od 30 naprej, no. In če znamo tu potrpeti, se mi zdi, da se tu zelo dobro lahko tudi prenese nekako v nasplošno življenje. Tako da, ja, če se tega lotimo prav postopoma, sistematično, ja, se strinjam, da je. No, to sem hotel slišati, ja, na en način so vse tiste, ki morda dvomijo, da maraton lahko ima več koristi kot slabosti, definitivno jih ima. Ampak dajva se še na teme dotakniti, ki se maratona neposredno drži. To je pač tekmovalnost. Dajmo reči na eni strani zdrava tekmovalnost, če lahko rečemo tekmovalnost je zdrava, ali pač evolucijska. Kdaj pa je ta tekmovalnost nezdrava? Najbrž tudi ti imaš veliko primerov iz prakse, ki jih si videl iz prve roke in si jih mogel reševati. Ja, vse to, kar sem že omenil prej, se pravi, da nekako še nisi na tisti ravni, na kateri bi v tistem trenutku ti rad bil, oziroma ti imaš željo, da bi tekel, ne vem, maraton, recimo 3:15, si pa realno na 3:45 in to je zdaj na koncev vse odtle od 4 pa do 3, koliko tekmuješ sam sabo, razen če je v igri pač gajba pera. Drugače pa na kjerkoli maratonu s tem časom tam nekje na enih številkah, oziroma mestih, ki ne igrajo nobene vloge. In tukaj jaz mislim, da pač moramo v zakup vzeti to, pa se sprijazniti s tem, da tekmujemo sami sabo, pa da nekako spoštujemo oziroma dobro ocenimo, da ne precenjujemo svojih zmožnosti. Ja, to si povedal, kar bi še hotel tle izpostaviti, točno to, če greš čez sebe, se ne bo dobro končalo. Ampak ena stvar, ki pa to tekmovalnost, kvazi tekmovalnost, super si dal kontekst, laufati maraton 3:15 v nobenem kontekstu globalno ni, razen čez 90 plus, nek vrhunski dosežek, ampak za marsikoga je, bom rekel, kar je tudi legitimno in legalno vse. Po drugi strani pa v dobi socialnih omrežij in digitali se marsikdo počuti potem, bom rekel, nujno spodbujenega, da zdaj, pa če ga kao gleda v svet, pa se pretrga tam na tistem maratonu za to, da 3 minute od svojega maratonskega časa odščiplje in to lahko potem objavi na Stravi ali pa na Facebooku in tako naprej. A je to lahko obsesija, ki potem vodi v neke nezdrave prakse? Ja, tu si pa zdaj načel temo, ki mi je ko mi gre kar mogoče malo na jeter, vsa ta digitala, vsi ti socialni mediji, ker je ratalo najbolj pomembno to, kaj pa na kak način ti objaviš, pa lahko nima nobene veze z realnim
tvojim življenjem, svetom, ampak samo, da lahko nekaj objaviš na Instagramu oziroma na katerem koli socialnem mediju, pač neke stvari počneš. Ne vem, zdaj v zadnjih parih letih je eksplodirala hoja v hribe in gorništvo in feratanje pri ljudeh, ki nikoli prej niso šli dlje kot okrog bloka, da je malo karikiram, ampak in se mi ne zdi najbolj prav. No, je že prav, da se ljudje rekreirajo, da hodijo v naravo, jaz to vse pozdravljam, ampak ne mogoče s takim ciljem. Se pravi, če je tebi cilj, da se slikaš na vrh hriba, koliko si skuhal kofeja ali pa spekel jajčke, pa ne vem, kaj vse gor počnejo, ne vem, no, mi je malo zgrešen point vsega skupaj. Mislim, da si zdaj dobro si to povedal. Si me spomnil, da moram objaviti še kakšno fotko s hribov, res ne nosim s sabo. Vem, da je bilo letos popularen nesti dilo s sabo, pa salamo, pa paradajz, pa to vse gor rezati. Ne? Jaz sem očitno malo za časom. Še fotke nisem objavil, se zviram, kje po kakšnem vrhu bom, obljubam. Ampak tako kot si rekel, ja, včasih se zdi, da ima športna aktivnost nekje sama sebi edini namen, da se objavi, če poznam tudi ljudi, ki jim je ura crkala vmes, pa so bili 3 dni zelo slabe volje, ker tistega treninga več nisem mogel objaviti. Ampak to je realnost. Ne? Da mi povej, kako pa ti s človekom, ti rekel si celostno delate parada s runnersih, kako človeku dopoveš, da ne bo konc sveta, če mogoče ne bo naredil treninga, kako si zamislil, pa ne more zdaj tega objaviti, ker mu ne bodo dati dol kudosov, ali pa kako mu reči, da če je pa brez ure, morda kdaj teči, da bo tudi v redu. Ne? Kakšen nasvet imaš ti v takih primerih? Mislim, jaz, da bi rekel, da imam kak nasvet, kar se tega tiče, ampak tako, ko si rekel, ne bo konc sveta, če ne boš zdaj tam na Stravi objavil enega rezultata, enega treninga, boš pač drugič. Ne? Je pa mogoče zanimiv moment, kar sem tudi pri sebi ugotovil, ene parkrat, ki mi je recimo, ne vem, res ura crknala, ali pa sem jo pozabil doma, pa sem šel teč brez ure in ti moram povedati, da je bil prav zanimiv občutek, tak usvabojujoč, pač tečeš, poslušaš sebe, poslušaš svoje dihanje, bolj se spremljaš, no, in se mi zdi, da bi bilo prav, da bi bolj poslušali svoje telo med gibanjem, ker lahko imaš s tem veliko več koristi, kot pa če samo greš teč, pa gledaš na uro, pa gledaš na čas, pa na tempo. Meni se zdi kar dosti grozno, da smo toliko stvari outsourcali našim uram, pa elektronskim napravam, tisto, kar smo včasih počeli brez tega, pa smo morda znali sami od sebe oceniti, da si laufal 5:0 na kilometer bolje, kot pa danes, ker si pač zanašaš na uro in se ti sanja, a si zdaj le prehiter ali si prepočasen. In mi prišlo zdaj na misel organiziral maraton enkrat, ker bi bile pač vse ure prepovedane, potem pa vsega bi vprašal na začetku, koliko bo tekel, pa pol na koncu videl, če brez ure zadev tisti cajt, pa tisti, ki bi mu to ratal, bi res dobil do smrtno članstvo ali da s runnersih. Recimo. Ampak pred Adidas runnersi, bil si pri Adidas šoli teka, bil si pri pripravah glavni trener kar nekaj let, takrat svetoča skupina je bila to ogromen, in tekačev in trenerov si imel po sabo, najbrž zanimiva izkušnja, ki ti je dala marsikakšen pogled v tematiko. Ja, absolutno. Se pravim, zdaj priprave so bile pol neko logično nadaljevanje Adidasove šole teka, ker pač meni se je zdaj škoda, da ne bi to
na nek način peljali naprej, zaradi tega, ker pač tekačev željnih po pač takem tekaškem druženju in treningih je bilo takrat res ogromno. In je bilo logično, da pač poiščemo neko opcijo, kjer bi to peljali naprej, mogoče še bolj povezali z Ljubljanskim maratonom, kar smo takrat tudi naredili in se mi zdi, da je takrat, ko smo zaštartali, zadeva bila res dobra in uspešna tudi na vsezadnje, no. Je pa iz te skupin vedno zdaj, ko malo razmišljam za nazaj, ljudje, ki so bili v, ne vem, Adidas šoli teka, zdaj tečejo ali pa celo vodijo neke rekreativne tekaške skupine, ki so takrat, se mi zdi, pol tudi kar eksplodirale, od ljubljanskih tekačev do kockic do ne vem koga vsega. Kar je v bistvu super, no, pomeni, da smo pač predstavili ta način treninga in druženja na res prav in dober način, in da je to ljudem blizu in všeč in pač na tak način delujejo tudi naprej, no. Ja, pravijo, da je kopiranje najvišja oblika komplimenta, no, tako da v tem primeru imaš tam zunaj cel kup takih, ki ti dajo prav, ki si jih veliko naučil, no, da lahko zdaj oni recimo neko znanje podajo naprej, kar je super. Deva še kakšno reči o opremi, coach Strožar, kaj je glavni kos opreme vsakega tekača, recimo? Najpomembnejši? Tekaški copat. Tekaški copat je. In ti kot poznavalec Adidas, najbrž spremljaš njihov razvoj že dolgo, ne? Kaj, bi rekel, so njihove glavne kvalitete? Evo, Adidas copat. Glavne kvalitete zdaj, če nasplošno vzamemo njihov running, je to, da znajo, da zelo dobro segmentirajo tekaški copat, se pravi, imamo race linijo, oziroma adios linijo, kjer so pač tekaški copati namenjeni elitnim tekačem, boljšim oziroma res dobrim rekreativnim tekačem, potem neka rekreativna linija kvalitetnih copat z dobrim blaženjem, z dobrimi materiali, z dobro gumo, pa potem tiste, ki želijo še več neke tehnologije, še več blaženja in tako naprej. Tako da to v osnovi, sicer pa materiali. Adidas je naredil res revolucijo takrat z Boost tehnologijo, ki je v bistvu neprimerljiva s katerimkoli drugim materialom v tekaški industriji, vsej takrat bila, no. Drugo je, da, kot sem omenil, da uporabljajo kvalitetne materiale, njihova guma oziroma njihov podplat od Continentala. Vsak, ki je to uspel sprobati, tudi na mokrem, ve, da se lahko na gumo zanese, in se mi zdi, da to bi mogli pri vsakem tekaškem copatu biti neka glavna iztočnica, se pravi, da ti lahko tekaškemu copatu, ki ga obuješ, zaupaš, se nanj zaneseš in da se ne ukvarjaš s tem, ali je, ali ni, ali kako se počutiš, ampak enostavno greš, tečeš, treniraš, dirkaš in od copata dobiš točno tisto, kar pač potrebuješ, ne. Tule ti lahko trdim, Continental je res vrhunski na mojih podplatih od Boston 9, ki sem si jih letos umislil, no. Priporočali so mi jih prijatelji z vseh koncev, zato ker svojim tekaškim korakom uničujem te podplate kot za šalo, no, tukaj jih nisem uspel, kot kaže se kar ne dajo, no, tako da tam za Continental, ampak vseeno imam težavo, jaz pri izbiri copat, zmer so mi vsa preozke, pa jemnem številko večje ali pa še več. Kako, Blaž, zdaj, oziroma na kaj biti pozoren, ko greš izbirati svoj, recimo, tekaški copat, ne?
Jaz mislim, da v osnovi vsak tekač mogel iti ne z namenom, da si kupi znamko ali pa da si kupi točen določen model, razen če to pač odprej že pozna, ampak recimo nek začetnik, ki se je odločil, da bo šel, da bo želel, da bo pač tekel in potrebuje pač nek kvaliteten tekaški copat, bi mogel iti pač v neko trgovino, kjer je tudi neko, bom rekel, strokovno ali pa polstrokovno osebje primerno postreže. Jaz sem vedno izhajal iz tega, tudi če sem delal, ker sem delal ogromno teh svetovanj za tekaško obutev. Pač kot si sam omenil, sem leta oziroma od samega začetka Adidasov človek, ampak če je prišel nekdo, pa smo se pogovorila, kakšen copat se išče, kakšno je stopalo, kakšne so želje, malo smo pogledali, koliko je človek težek, koliko teče. To so v bistvu vsa neka vprašanja, ki si jih nekdo mora postaviti, ali pa če si jih pač sam ne zna tisti, ki čevelj prodaja, stranki zastaviti, ker le na tak način bo človek prišel do primernega copata in vedno pač obut. Glede na to, da smo določili, rabiš nek dober, blažen copat za razgiban teren, kakorkoli, oziroma nek univerzalen copat, ki ga boš imel lahko za vse. Probati 3 različne modele znotraj tega ranga, tudi mogoče oziroma absolutno različne znamke, da vidiš, kater kupiti oziroma kateri copat ti najbolj odgovarja. Tako da jaz mislim, da tukaj resno bi mogel iti kot nepopisan list papirja, dati na nogo, glede na to, kakšne so želje in sposobnosti v tistem trenutku. In tistim, ki se najbolj počutiš, ti se tudi načeloma ta pravi copat zate. Pa tudi, če ti je rekel najboljši prijatelj, da on to ima, točen ta model, nima veze zaradi tega, ker tvoj prijatelj nima tega stopala, kakor ga imaš ti. Lepo povedano, dragi prijatelji, da ste slišali zdaj. Ja, da ste mi dolžni za pivo, ja, ker ste mi svetovali sicer odlične copate, svet se malo hecam, ampak zdaj me pa konkretno zanima, če obdelava vse segmente, se pravi cestne trening copate, race copate, pa trail copate, kateri so pa tvoji najljubši z vsega segmenta? Evo, katere pa ti nosiš in na njih prisegaš ta trenutek in so ti res tisti iz vsakega od teh segmentov, za katere si zmer pripravljen plačati polno ceno. Ja, moj najljubši model od nekdaj je Adidasu Boston. Zaradi tega, ker to je copat, v katerem lahko nek boljši rekreativc dela vse. Se pravi, lahko v njem trenira, lahko v njem dirka, je ravno prav blažen, ravno prav lahek, materiali so pač vrhunski, kakor vsi v tej Adidas liniji. In recimo za cesto mi je Boston od nekdaj top, tako da je to siguren go-to model. Kar se tiče pa samega trail runninga, je pa spet malo odvisen od samega terena pa od razdalje, ampak spet ima znotraj trail linije recimo ta T-Rex speed linijo, ki je namenjena boljšim tekačem, trail tekačem, pa potem recimo neka gravik linija, ki nudi malo bolj splošne copate, se pravi tudi malo za pohoditi ali pa kakorkoli, ampak recimo tam jaz sem izredno zadovoljen z speed linijo, no? In tale gravik ultra v Speed oziroma Speed Ultra mi je vrhunski model za trail. No, če bi pa izbral racerke, bi morda izbral kakšne od teh, ki so, saj vsi vemo, zadnjih nekaj let Nike'ice dominirajo, kar se tiče zmag, dosežkov in tako naprej, s Kipčogem na čelu, ampak po drugi strani lanski svetovni rekord, recimo v polmaratonu, ki bo neverjeten, 57-32 je padel v Adidaskah, letošnja zmaga v Berlinu,
v Bostonu je bilo v Adidaskah. So to copati, ki vsaj portali sodeč očitno lahko parirajo Nike-cem in imajo moče kakšno lastnost, ki bi jo izbral tudi kot rekreativni tekač. Mislim, ja, absolutno. Vse zdaj celotna industrija sploh elitnega teka oziroma copat za elitne tekače je šla naprej tako z dizajnom kot z samimi materiali in vseh teh copatih, ki so namenjeni pač elitnim tekačem, najdemo karbonske plošče, karbonske palčke, se pravi vse, kar pomaga nekako hitrejšem ali pa bolj optimalnem odrivu, hkrati pa dost blaženja, da tudi, ko se ti podere tehnika, čevelj zaščit pač nogo oziroma celoten skelet. Tako da, se pravim, tukaj mora vsak najti pač svojo vižo, ki mu najbolj paše. Je pa se mi zdi, da pač tukaj čisto od vsega posameznika odvisen, ker... Si že imel na nogah pa preizkusil Prime X od Adidasa? Nisem. Govoril sem z kolegom iz Berlina, oziroma on je gor v Nemčiji kot kapten Runnersa oziroma glavni odgovorni za Runners Evropa, in jih izredno pohvalno. So na podobno vižo, kakor je tudi zdaj ta nov Boston, pa ta nov Adios. Zdaj jaz ta nov Boston imam, tečem v njemu, moram reči, da je precej drugačen, kakršni so bili prejšnji modeli, pa tega, ki ga uporabljaš zdaj ti. Tako da se je treba mogoče malo navaditi, ker, kako sem omenil, je šla ta tehnologija malo drugačno smer, kakor je prej bilo, se pravi, čim manj copata, vse čim lažje, je zdaj vse ratal malo več, višji stek, bolj rigidni materiali, tako da si pa predstavljam, da mora biti podoben občutek, teka v tem Prime X-u, kakor je v tem novem Bostonu. No, jaz sem pozoren postal na Prime X na Dunaju na maratonu letos, ker je nesrečni Etiopijec, ki je zmagal, njih bil nakladno diskvalificiran, za tega samega razloga, ker je njihov podplat debelejši od 40 mm, kar je dovoljeno na mednarodnih tekmovanjih. In temu Etiopcu Horisi očitno ni noben povedal, da tega ne sme nositi. In na Adidasu sem nekje bral, bojo to pograbili tako, da bodo v naslednjo kampanjo napisali toliko dobri, da so celo prepovedani. Tako da vsi zunaj boste Prime X nosili, pa ne hoditi na dirke zmagovati njih, ker boste diskvalificirani. Za ostalo jih pa lahko imate. Pa povejte, ko se kaj obnesejo, naj v vas Blažem tudi zanima, če so vredne svojih, ne vem koliko, 200 plus evrov. Tako da. Zdaj mi tekači, rekreativci, marsikdo mi je rekel, če se še čisto malo pa tehnologiji ustava, teč v teh hudih karbonkah, je za tekača, ki teče 5 minut ali pa počasneje na kilometer, praktično nesmiselno. Tako, ker ni nekega povratka, ker moraš razviti neko določeno hitrost, da se ti to vrača. To boš ti, nadel, pa boš laufati maraton po 3 ure. Tako je. Za nek tek 50 minut 10, ko bi pa brško se samo matrov v njih. Ker so tudi, pa še nestabilni so povrh vsega, kar je pa njihova slabost. Čeprav se ne bi strinjal, ker je res zanimiv občutek, ko enkrat ta high stack obuješ, pa ko v njemu stojiš, res deluje tako wobbly, mehak, nestabilen, ko pa enkrat z njim tečeš, sploh po sprednjem delu stopala in ko greš hitreje kot 5:0 oziroma se spustiš tempo pod 5, je pa to
neverjeten, stabilen in odziven copat, tako da je zelo poseben občutek. Okay. No? Super, no, ker vem, da veliko posegajo rekreativci v njih. No, jaz sem videl, da poznam veliko ljudi, ki so zdaj kupovali Nike-ce na veliko karbonke, no, zdaj so prešaltali na Adidaske, ne, ker menijo, da bodo tudi v njih konkurenčni ali pa bolj konkurenčni, in so pripravljeni dati kar nekaj denarja, bom rekel, za ta kos opreme, vsaj kar se Nike-ce se govori, da vendar je to pa ni copat, v katerem lahko naklepaš 1000 kilometrov, ampak bistveno manj jih imaš doma res spravljene samo za rekel, izredne priložnosti. No in kaj pa ti kot poznavalci tehnologije? Običajen copat praviš, ne vem, koliko časa ne bi zdržal, ta res copat pa ne brž pol manj, ali kako? Tako je, ja. Sploh zdaj s temi drugačnimi materiali, ker v primerjavi recimo z Boostom, Boost je bil praktično neuničljiv. Z Boostom sem jaz naredil 1200 oziroma 1400 kilometrov, pa je še kar bil. Mi je prej v bistvu zgornji del bil uničen, kakor pa sam podplat, pa srednji del. Sicer se že pol malo poznal tudi na samem blaženju, ampak načeloma je to bil copat, ki je zdržal z lahkoto 1000 plus. S temi pa se pa strinjam, da verjetno pa glih tam nekje pol manj. No. Ampak še enkrat, zdaj povprečen rekreativc ne rab tega copata, škoda da tak raj si prvošte kako masažo ali pa terapijo več, za ti denar pa bo to veliko boljša naložba, kakor pa karbonski copat. Bravo, evo, to si vrhunsko zdaj povedal, evo, za vse zunaj, ki se morda sprašujejo, je to vredno svojega denarja ali ne. V bistvu je boljš to, kar si ti povedal. Ampak zdaj, ko si govoril, mi še nekaj prišel na misel. No, jaz sem tudi človek, ki je copate, pa še zmer sem tak, žali Bog, zdrsal do fundamenta, ampak velikokrat nimaš občutka, da so copati za nič, ker gledajo še dobro. Zdaj, najbrž pa ravno copati, ki so izrabljeni, lahko kakšno, bom rekel, nepravilnost v koraku še povečajo in s tem potencirajo in kakšno poškodbo zaradi tega povzročijo. Se pravi, se pa splača copate menjati dovolj pogosto ravno iz tega vidika. Tako je. Jaz mislim, da copat recimo za enega resnega tekača oziroma resnega tekača, nekoga, ki redno teče, da je dobro, da se na sezono copat zamenja, ni ga treba tistega stran vrš, lahko je tudi še za kak trening ali pa za kak, ne vem, če je kako bolj slabo vreme, ponuca, za kdaj pa kdaj. Drugače pa, če se na sezono zamenja copat, je po mojem to kar ok. No. Ja, jaz sem letos dobro sezono, imaš prav, po nekih 2000 km bo tudi že čas copate zamenjati, zato sem si pač zdaj kupil Boston, ki da bo zdržal 3000 km. Ja, za naslednjo hecam se, spoštovane, danes je pač tak dan, ja, malo turobno vreme je to novembrsko. Pa konc sezone je, Ljubljanski maraton je bil, Blaž, nisem te nikjer videl letos na 400-letnici. Si bil kje, pa so se zgrešila? Ne, letos je bil pa po mojem prvi maraton po ne vem kolikih letih, ko nisem bil pa nič prisoten v nobeni, tako da me nisi mogel videti. No. Ampak Ljubljano si ti redno zahajal sam, tako si rekel, v družbi in tako naprej. Najbrž ti je Ljubljana kot maraton pri srcu in Ljubljana potrebuje tako prireditev in bi bilo škoda, da bi morda se ne razvijala še naprej, tako kot smo pred časom videli. Ne, absolutno. Smo taka država, ki pač tak event potrebuje. Tudi
Kolikor sem jaz uspel pač videti, če po ostalih malo je tudi sama organizacija za tekača, no, oziroma kot tekač, ko si na stezi z okrepčevalnicem, z vsem ured, zelo na nivoju, tako da bi to res bilo škoda, da ne bi to šlo še naprej. Ne. Ampak, da malo širš pogledava, ne? Ti si, kot sem tle brskal, res vsestranski športnik, ne? Si hribolazec, plezalec, turni smučar, kolesar, pa borilne veščine si fural, po mojem jih še, ne? Tako da ne več, to si nehal, ja, hvala Bogu. Ja. Za vse zmanjka cajt. Pa delal si za moč, pa s kettlebelli, pa imel si skupinske vadbe, ni da ni, no. Zdaj praviš, časa ni več za vse, ampak ali tvoja vsestranskost pripomore k temu, da si tudi boljši tekač, pa posledično bom rekel, manj poškodovan, če so pri tem? Ja, absolutno. Ko ti telo obremenjuješ na več različnih načinov, pomeni, da tudi na nek način določeno mišično skupino na nek način razbremeniš. Hkrati pa krepiš, sploh če delaš pač pravilno te vadbe, jedro, ki je osnova, no, ki bi mogla biti osnova za vse. Pa pomoč nog pri teku je to je kar pomembno. No? Tako da ja, vsestranskost je sigurno lahko bolj prednost kot pa slabost. No? Ker si rekel, da si navdušenec nad trail tekom, je lahko trail tek en tak upgrade običajnega teka, ne samo z vidika umika v naravo, ampak tudi z vidika krepitve, koordinacije, moči, ne vem, in podobno. Je, drži. Zdaj zadnjih par let trail tek v popularnosti raste eksponentno v nebo, s tem tudi v bistvu prireditve trail tekov, ultra tekov. Drugače pa za trail tekače, pa ultra trail tekače se malo pohecajo, da tisk na cesti ni dosti dober, oziroma ne more dosegati rezultatov, gre pol na trail tek, ker tam je pa pač vseeno, ne. Ja. Aleš, ontar tebe gledam, ne hecam se. Aleš mi je ravno v prejšnjem podcastu povedal, da bo naslednje leto naredil maraton na cesti po 2:30 končno, tako da ne mu prostimo, da je šel na trail. Drugač je pa sigurno ena stvar, bistveno različno na trail teku kot na cesti, kilometrski časi tam prav nič ne štejejo. Ne, res ne. Ker je čisto odvisno od terena. Zdaj enkrat greš ful v hrib, drugič greš ful dol z hriba, tako da je lahko v 2 kilometrih razlike tudi 5 minut v tempu ali pa več. Tako da tukaj, kar se tega tiče, je res. Je pa tukaj mogoče še pa bolj pomembno to neka zadržanost v samem tempu, oziroma da ne greš brez glavo, ne? Da se ne zaganjaš preveč, ker vsej na začetku, ker slej ko prej te bo to fejst teplo. No? Še bolj kot pa na sami cestni dirki. No, to je pa drugi vidik, ki ga mogoče pozabljamo, če preveč idealiziramo nek umik, to, ki si prej rekel, v naravo, pa nismo pazljivi, da vendarle je tek po cesti. Zdaj so pri tehniki teka, kar te moram vprašati. No, jaz sem v svoje cajte velik proponent tehnike teka, sem se s tem ukvarjal, pa drugim pamet solil. Trdil sem zmeraj, da poleg, da človek ne rab čevljev, ampak da se ima stopala, pa še 2 stvari, ki se jim reče možgani pa oči, in to dovolj, ne, za tehniko vaditi. Pa vendarle, ne bomo nikoli vsi bosonogi tekači, niti potrebe ni potem. Koliko pa je pomembno, da sam tekač, ki se loti tega gibanja, pa ima že dosti dela z vsem ostalim,
neko pozornost da tudi temu elementu. Absolutno, zaradi tega, ker z boljšo tehniko je pač manjša možnost poškodb, pa v bistvu hitrejši napredek. Tako da absolutno je to del tekaškega treninga, na katerega se ne sme pozabiti, no, se ga ne sme zapostavljati. Zdaj, jaz sem skozi leta treninga oziroma pač treninga ljudi raznih ugotovil, da tudi ni zdaj pa nujno, da vsi tečejo najbolj pravilno, zaradi tega, ker nekdo, tudi če se na pol pretrga, ne bo nikoli tekel z lepo ali pa z idealno tehniko, kar ni nič narobe, a ne. Zdaj, fajn je, da se gleda, da se temu oziroma neki tehniki ali pa pravilnejši tehniki poskušamo približati, kolikor se pač lahko zaradi ali fizičnih ali pa kakršnihkoli drugih predispozicij približamo. To je pa tudi to, no. To je pa tudi dovolj. Jaz še zdaj ugotovim po ne vem kolikih letih, da bi lahko pa mogoče peto bliže hriti potegnil ali pa ne vem, ko nekaj še malo, pa mogoče komolc malo bolj nazaj zaganjal in tako naprej. To je v bistvu never ending story, no. Je pa fajn, da se pa na to tudi polaga pozornost, absolutno, ker z boljšo tehniko si lahko samo boljši tekač. Super. Zdaj si pomiril cel kup tekačev in tekačev tam zunaj, ki so se mogoče preveč sekirali, tehnike teka, pa vendarle mogoče to ni tako življenjsko pomembno, ampak vrniva se k trail teku. Sigurno imaš kakšen ljubiti trail teren v Sloveniji ali pa celo dirko, no, kamor se zmer znova rad vračaš, pa zmer znova rad tečeš, pa bi to mogoče zdaj izpostavil. Zdaj, kar se tiče samega terena, jaz imam tle čez cesto Golovc in pač Golovc gulam do onemoglosti, ker pač ponuja vse, kar za trail trening potrebuješ. Ga mogoče pol po dolžini malo zmanjka, no, moraš res veliko pol enih pentelj pa ovinkov pa zank narediti. Sicer pa, ne vem, meni je Pohorje mi je izreden všeč za teči. Tudi naša spodnja Savinjska dolina je s svojimi griči in hribi izjemna, kar se tega tiče, ker je na res stotine kilometrov enih potk in cest in vlak, tako da se da res dobro trenirati. Mi je pa tako za pogledati, pa za res zauživati, pa tam Kranjska Gora z okolico, pa sploh ta del na drugo stran Karavanke, ker imaš potem res cele ulice, takole, izredno lepno. Ja, izpostavil si ravno, bom rekel, pokrajine v Sloveniji, kjer pa ni naključje, da so se povsod tam trail dirke v zadnjih letih vzpostavile in prosperirajo, tako v Kranjski Gori, tako na Pohorju, tako v spodnji Savinjski dolini, pa še kje, no, tako da tam še nisem bil, sem pa bil na Pohorju in Kranjski Gori, pa bil sem v Tolminu, pa tudi v Vipavi, no, in posod lahko rečem, da je posod nekaj posebenega in se splača probati tudi izven tistega tekaškega dogodka. A pa te mikajo moče kakšne ultre kdaj, no? Te ultra traili so zdaj še bolj vroča stvar. Ja, to je pa tudi ta drug cilj, ki bi ga želel. Jaz sem sicer že imel, se pravi, ko se je tale zadeva s korono začela, sem se resno pripravljal v delu tudi ogromne količine kilometrov po hribih, ker pač drugega nisem takrat imel za delati, da bi 100%, no, 100% v kilometrih zaenkrat. Me mika in to
to je v nekem dolgo ali pa srednjeročnem planu, da to naredim. No, če bi bil pripravljen zdaj, recimo tudi za kakšno ultro, pa če bi ti rekel, ja, zdaj ti počastim, sam se moraš izbrati, ali newyorški maraton, ali UTMB, kaj bi izbral? Ja, ta drugo. Aha, UTMB, definitivno UTMB. New York lahko še počaka, a ne? Ja. Ja. Bravo, UTMB. Sveti gral ultraškega tekanja v hribu. Bravo. Zdaj, če bi te pa vprašal, še eno izbiro ti bom dal, ne? Kaj bi izbral, če bi rekel, samo eno moraš izbrati, ne? Pivo ali viski, kaj bi izbral? Ja, odvisen. Zdaj po kakem treningu, pa polet, sigurno pivo, drugače pa ja, sem kar ljubitelj dobrega viskija, no, tako da, lej. Ampak tisti je res, no, za gušt, za uživati, tako da mogoče bi na hitrico s tabo empir spil, prej. Kot pa, ja, da te preveč viskija spiva, pa ja, se ta pogovor zavleče pozno v noč, ne? Ja, ampak si poznavalec tako piva kot viskija, no, saj vem, da si mi od viskija pred leti že razlagal, potem sem malo spremljal tvoj Instagram profil, kjer si določene znamke izpostavil pa popisal, se vidi, da si ne vrste gurman, pa tudi craft pire, jasno. Imaš kakšno priljubljeno pivo v Sloveniji? Evo, jaz sem tudi ljubitelj piva, ampak nisem tak poznavalec, pa se pustim podučiti, recimo, komu takemu, kot si ti. Zdaj, dobrih craft pivovarjev imamo pri nas kar nekaj, no. Od Majstra iz Kamnika, pa recimo Green Gold iz Savinjske doline, pa še en kup jih je, no. Zdaj, odvisen, kjer stil piva ti je všeč, lej, to je spet čist osebna preferenca, no, ampak kar se tiče craft piva, imamo pri nas kar res zelo dobro izbiro in kvaliteto. No, ok, ko boš šla na pivo, boš ti naročil, pa se bom pa pustil presenetiti. Evo, pa ok, za prvo rundo dam jaz, pa bomo pa videli. Ampak še nekaj, ti si, zakaj si mi še všeč, ne? Ti si ne samo športnik, tekač, pa ljubitelj piva, si tudi znaš dobro zažariti, vršiti kakšen kos lepega mesa na žar, si ljubitelj kvalitetnega življenja, pa takih malih radosti, je tako, no, sej si pač ne odrekaš, teh stvari si pač ne odrekaš, sej ne, da bi jih pač imel skos na jedilniku, ampak ko je priložnost, pa tudi to pride na vrsto. Drži, točno to, tako ko si rekel, pač res imam rad dobre stvari. Zdaj, saj si sam povedal, to zdaj ni skos na vsakdanjem meniju, ampak recimo takole, če pa imam cajt, pa to res izkoristim, da kaj dobrega dam na žar ali pa vdim ali pa kakorkoli in se ful rad igram, no. Kar se tiče same kuharije, tudi tako v klasični kuhinji zelo rad malo eksperimentiram, ali pa čist kake klasike, enolončnice, tako da, ja, lej, vsega po malem, in se mi zdi, da je to tudi prav, no. No, to je, ja, da imaš te segmente življenja poštimane, je to že veliko, ja, zato vem, da zdaj le žena zadaj že kliče Blaž, treba bo kaj skuhati, ne se samo pogovarjati o kuhi, tako da te ne bom več predolgo zadrževal, ampak preden se posveti ženi pa otrokom, še nujno vprašanje, si pač pedagog, športni, sicer odraslih, ampak vendar imaš majhne otroke, in sigurno spremljaš tudi zaskrbljujoče trende, ki se dogajajo v naših najmlajših populacijah, generacijah. Mi smo bili proti njim, deseterobojci, ne? Oni so pa negibljivi, zakrčeni,
in tako naprej. Ne? Kakšen je tvoj pogled na to in kako obrniti ta trend? No? Zdaj, kakorkoli že, vedno je bilo in vedno bo to na starših. Lahko se zgovarjamo na ne vem koga, ampak otroka si še vedno lahko pelil ven ali tle na Golovca, pa kamorkoli v gozd, mu kaj pokazal, ali pa sam šel hoditi, ali pa storže metati, ali pa karkoli. Tako da, kar se tega tiče, se jaz glih ne bi zgovarjal na razne ustanove ali pa na klube, ki niso mogli obratovati. Pač to je na nas starših. No. Če mi ne bomo otrokom zgled ali pa jih pač vozili ven oziroma jih spodbujali k gibanju, pa to tudi noben ne more nas narediti, tako da jaz mislim, da je tukaj predvsem na starših. No. Kakšna vrhunska misel za na konec, se popolnoma strinjam, Blaž, tako je, ne? Mi smo prvi in tisti, ki moramo našim otrokom na en način vcepiti ljubezen do gibanja, potem lahko to šele outsourcamo komu drugemu. Preden te predolgo imam tule, pa žarim, pa nimaš časa za otroke, super pogovor je bil tole, Blaž, prav vesel sem, da si se odzval. Upam, da se, super je bilo, upam, da se prej vidva kot v nekaj letih v hribih, da se vidva, če ne prej na Adidas Runnersih, kamor pridem, se malo zadeve ogledati. Tam te ne brž srečajo lahko tudi drugi. Kje pa te bomo še recimo naslednje leto videli na kakšnih eventih? Sigurno imaš že kakšen koledar, plan, kjer se boš ti pojavil, se v Adidas Runnersi pojavili, pa se lahko tudi tam v živo srečajo s tabo ali pa srečamo. V bistvu zdaj koledarja nimam izdelanega, je pa res, da glih ta teden imamo v planu za pripraviti letni plan, ker bomo izbrali 2 cestna teka, pa 2 trail teka znotraj Adidas Runnersov, na katere bomo pol tudi malo ciljali formo oziroma se pripravljali na te dogodke. Zdaj, ti dogodki še niso določeni, ampak to bo zelo hitro objavljen na Facebook strani, v naši grupi. Sproti obveščamo vse, tako da samo poklikati treba, pa če ne pa mene osebno, kliknite, pa z veseljem odgovorim, odpišem, kakorkoli. Prva liga. Blaž Strožar je bil tole, dame in gospodje, 1. novembrski gost v sezoni 2021. Ja, če ste mislili, da je zdaj le čas počitka, lahko damo vam še en teden, potem pa poklikajte, vmes poklikajte Adidas Runners Ljubljana, pa pridite na treninge, ker bo počas bo treba začeti delati bazo, ali kako? Drži. Sezona 2022. Kliče, Blaž, super je bilo, hvala ti še enkrat. Hvala tudi tebi. Upam, da se vidva še letos. Evo, na pivu. Deva reči, veseli november ali december vabi, tako, evo, vadi da se. Ja, tako. Hvala, Blaž, lep pozdrav pod Golovec. Ajde. Hvala, ajde, čau.